V ponedeljek 8. marca se bo pouk v vseh osnovnih šolah v državi za vse razrede nadaljeval enako kot v tem tednu po modelu B. V šole pa se naslednji teden vračajo tudi preostali srednješolci, in sicer po modelu C. V ponedeljek 8. marca, na dan žena, se bo pouk v vseh osnovnih šolah v državi za vse razrede nadaljeval enako kot v tem tednu, torej po modelu B. V šole pa se vračate tudi vsi srednješolci po modelu C. V okviru tega modela poteka pouk tako, da pri pouku v šoli je prisotna polovica dijakov oziroma polovica oddelkov šole, druga polovica dijakov oziroma oddelkov pa ima pouk na daljavo. Model C daje avtonomijo ravnatelju, da določi število dijakov oziroma oddelkov, ki imajo pouk v šoli, in nato tistih, ki imajo pouk na daljavo. Učitelji bodo pouk izvajali v razredu, za dijake, ki bodo na domu, pa seveda na daljavo. Glede na aktualno epidemiološko sliko se bodo dijaki v šoli izmenjevali tedensko. Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, ki so pouk v šoli obiskovali že doslej, ga bodo tudi v prihodnje v celoti obiskovali v šoli. Enako velja za udeležence izobraževanja odraslih. Odprti so tudi dijaški domovi, ampak kljub temu, da je aktualna epidemiološka slika v državi še vedno zahtevna, bi želela posebej izpostaviti, da sem vesela, da nam je skupnimi močmi in razumevanjem uspelo predčasno zagotoviti pogoje, da se lahko v šolske prostore in dijaške domove varno vrnejo vsi dijaki in dijakinje. Šole in dijaški domovi so pripravljeni. Pri tem gre poleg zahvale pedagoški in epidemiološki zdravstveni stroki velika zahvala vodstvom ter zaposlenim v šolah in dijaških domovih, ker ste z izjemno mero razumevanja ter predanosti zagotovili vse potrebno za izvedbo pouka, tako v šolah kot tudi na daljavo, in pripravili seveda prostore dijaških domov. Zavedati se moramo, da je priprava protokolov, namestitve v dijaških domovih, organizacije dela in pouka v sedanjih razmerah izredno zahteven projekt. Zato res še enkrat hvala. Prav posebno zahvalo in spoštovanje pa želim ob tej priložnosti nameniti našim dijakinjam in dijakom, ker ste potrpežljivo čakali na vrnitev, ker ste razumeli in solidarno pomagali celotni državi, da se je slika boja z virusom toliko popravila, da boste lahko tudi vi v prilagojeni obliki modela C zopet varno pridobivali znanje v prostorih šole. Tudi sicer je stanje v vrtcih in šolah na današnji dan stabilno, sistem odziven. Zadnji podatki na včerajšnji dan, ki jih v posebno aplikacijo dnevno sporočajo ravnateljice in ravnatelji, kažejo, da je v vrtcih po državi prisotnih 79% otrok in 83% zaposlenih. V osnovnih šolah 90% učencev, prav toliko zaposlenih. V srednjih šolah 85% dijakov zaključnih letnikov. Odstotek vseh aktivnih okužb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah je 0,16%. V karanteni je 1% otrok v državi, in sicer 56 oddelkov v predšolski vzgoji, 85 oddelkov v osnovnih šolah in 14 v srednjih. Za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe je vlada včeraj spremenila tudi odlok o nošenju zaščitnih mask, po katerem je uporaba zaščitnih mask za sedaj obvezna za vse učenke in učence od 6. razreda osnovne šole dalje. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učiteljice in učitelje v osnovnih šolah. V veljavi po že utečenem protokolu ostaja obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi, opredeljeno pa je seveda tudi, kdaj zaposlenim testiranja ni potrebno opraviti. V in pred prostori vrtcev in šol dosledno upoštevajte tudi vse ostale zaščitne in higienske ukrepe za preprečevanje prenosa virusa. V vrtce in šole pridite le, če ste zdravi.
Na tem mestu želim tudi povedati, da se bo v prihodnjem tednu začelo prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, ki so starejši od 50 let, nato pa za vse preostale. Danes zjutraj sva z ministrom za zdravje, šolam, zdravstvenim domovom in županom posredovala skupno prošnjo za polno sodelovanje in pomoč pri izvedbi tega obsežnega, osrednjega prednostnega nacionalnega projekta ta hip v boju proti virusu. Prosim, spoštujmo ukrepe, sodelujmo in naredimo vse, kar je v naši moči, da poskrbimo za našo varnost in varnost bližnjih. Le tako bomo preprečili širjenje virusa in pomagali, da se bodo lahko polno odprla še vrata glasbenih šol, višjih šol in fakultet, vrata vrtcev, osnovnih ter srednjih šol pa ostala odprta. Spremembe pa se nam obetajo tudi pri prehajanju meje. Najprej je potrebno povedati, da bo novi odlok začel oziroma stopil v veljavo z ponedeljkom, torej v nedeljo v polnoči, torej ponedeljek nič, bodo režimi, ki jih bom sedaj natančneje pojasnil, stopili v veljavo. Torej na vseh naših šengenskih mejah, torej notranjih mejah, mejah z Republiko Italijo, Avstrijo in pa Madžarsko zopet uvajamo kontrolne točke. Ta način vstopa oziroma izstopa iz države smo že poznali. Bolj natančno smo tokrat specificirali 3 različne tipe. Prvi je tip A, to so vstopne točke, ki bodo odprte oziroma bo možno tam prehajati 24 ur na dan. Te vstopne točke so na meji z Italijo Vrtojba, Fernetiči in pa Škofije. Na meji z Avstrijo so to Karavanke, Ljubelj, Šentilj, Gornja Radgona in pa Gederovci, in pa na meji z Madžarsko sta to Dolga vas in pa Pince. Drug tip mejnih prehodov so tako imenovani prehodi B. Te bodo odprti le ob določenih urah, torej pretežno so namenjeni lokalnemu, bo rekel ne tranzitu, ampak lokalnemu prehajanju meja. Policija bo, v odloku je sicer že napisano, policija bo na spletni strani objavljala tudi odprtost teh mejnih prehodov. Te pa so na meji z Italijo Krvavi potok, Robič, Predel, Nova Gorica, Rjavčeva, Neblo in pa Rateče. Na meji z Avstrijo so to Holmec, Vič, Šentilj, torej spodnji magistralni cesti, Trate, Juri in pa Kuzma. Na meji z Madžarsko pa sta to prehoda Hodoš in Čepinci. Zdaj, poleg tega je potrebno povedati, da odpuščamo odprte tudi ostale kontrolne točke, torej kontrolne točke, kjer jih zaenkrat ne kontroliramo periodično oziroma stalno ali pa v določenih časovnih obdobjih, bomo pa jih kontrolirali naključno. To pa so vsi tiste kontrolne točke, kjer že sedaj državljani Republike Slovenije in Republike sosedne republike lahko prehajajo mejo. Gre v glavnem za dvolastnike, za tiste v obmejnem pasu, pri čemer smo jasno napisali tokrat v odloku, da tokrat pa je na teh kontrolnih točkah oziroma teh mejah med državami možno prestopati zgolj tistim, ki bodisi živijo v obmejni administrativni enoti Italije, recimo Avstrije ali Madžarske, ali pa občine, torej z naše strani občine, ki leži ob meji z Italijo, Avstrijo ali pa Madžarsko. Torej, druga pomembna sprememba, ki smo jo uvedli, je to, da se v primeru, ko v obstopu nimate negativnega testa, PCR ali pa hitrega antigenskega, ko niste bili cepljeni ali ko niste preboleli že bolezen, torej ko ste napoteni v karanteno, to karanteno je moč zaključiti po novem šele po 5. dnevu. Torej, po 5. dnevu je moč narediti test in v primeru negativnega testa je to karanteno moč zaključiti, torej ne velja več čisto pravilo, ko je bilo to mogoče narediti že naslednji dan, ko ste začeli z preživljanjem karantene. Vlada pa je znova presojala tudi utemeljenost aktualnih ukrepov. Tako se podaljšuje veljavnost obstoječega odloka od 6. marca do 12. marca letos, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Številom okužb in stanjem epidemiološke slike je pogojeno tudi odpiranje dejavnosti. Zato se zaradi še vedno slabih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji ohranjajo izjeme sprejete prejšnji teden,
kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov. Hkrati pa se v 2 regijah z boljšo epidemiološko sliko dodatno sproščajo storitve upravljanja gostinskih dejavnosti, priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Ti 2 regiji sta jugovzhodna Slovenija in Posavska regija. Zaradi ugodnejše epidemiološke slike se ti regiji uvrščata v rumeno fazo sproščanja ukrepov, vendar tukaj moram poudariti, da gre za enotedensko testno obdobje, ki bo veljalo za 2 omenjeni regiji kot pokazatelj, ali se lahko tak model sproščanja varno izvaja tudi drugje po Sloveniji, kjer bo epidemiološka slika ugodna in bo omogočala sproščanje gostinskih dejavnosti. V primeru, da se tako sproščanje po enotedenskem testnem obdobju izkaže v obliki poslabšanja epidemiološke slike v državi ali če bodo inšpektori na terenu opažali kršitve odloka, bomo potem primorani te dejavnosti znova omejiti. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se že ves čas borimo za čimprejšnje odpiranje vseh zaprtih dejavnosti in storitev, zato smo zelo zadovoljni, da se nam je po dolgem času pokazala ta priložnost, ko lahko svojo odgovornostjo dokažemo, da smo zmožni delati in se družiti varno in odgovorno brez dodatnih zaostrovanj ukrepov v prihodnje. Odgovornost je tako sedaj na vseh nas. Kar zadeva samega odloka, izjeme ostajajo enake za oranžno in rdečo regijo, dosledno pa bo potrebno upoštevati naslednje ukrepe pri opravljanju gostinske dejavnosti v 2 rumenih regijah. Gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se sme izvajati med 6. in 19. uro in sicer od ponedeljka 8. marca dalje. Gostje morajo zapustiti terase in vrtove najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega obratovanja gostinske dejavnosti. Dovoljena je postrežba le za mizami, torej tako imenovana sedeča postrežba, in ob upoštevanju razdalje med osebami 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe. Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi, naprimer sladkor, sol, začimbe, jedilni listi, igrače in tako naprej, na način, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali vrtu gostinskega obrata, je določeno ob upoštevanju prej omenjenih razdalj. To število mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso ali vrt. Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za gosta pred vstopom in ob izstopu na teraso ali vrt ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo. Vstop gostov v zaprti del gostinskega obrata je dovoljen samo za uporabo toaletnih prostorov. Na vidnem mestu poleg mila mora biti tudi razkužilo in v prostoru je potrebno nositi masko. Zaposleni in gostje morajo masko imeti nameščeno ves čas, medtem ko jo gostje lahko snamejo le, ko sedijo za mizo. Prav tako veljajo vse ostale določbe iz odloka, kar pomeni, da se morajo zaposleni testirati enkrat tedensko, oziroma veljajo izjeme za tiste, ki so bili cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo zdravniško potrdilo, ki to dokazuje. Pri izvajanju gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih se morajo upoštevati vsa predstavljena higienska navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so podrobneje določena v prilogi tega odloka. Vse to bo v kratkem objavljeno tudi na vladnih spletnih straneh. Vlada bo prihodnji teden znova presojala o strokovni utemeljenosti odloka, kakor tudi o ukrepu sproščanja gostinskih dejavnosti v regijah, ki imajo boljšo epidemiološko sliko o pogoju, da naslednji teden ne pride do porasta okužb in kršitev na terenu, ki ga prinaša sproščanje odloka danes. Ob tem pa še vedno veljajo vsi higienski ukrepi za zmanjševanje širjenja virusa.